pred zadnjim prispevkom predstavil dr. Matej Miller, 3D numerično modeliranje toka ob hidrotehničnih objektih. Še enkrat lepo pozdravljeni. Predstavil bi vam še uporabnost trodimenzionalnega numeričnega modeliranja za potrebe projektiranja nekih hidrotehničnih objektov. Danes se v gradbeniški praksi že veliko uporablja oziroma so zelo uveljavljeni tako imenovani dvodimenzionalni modeli, s katerimi se izdelujejo recimo karte poplavne nevarnosti ali pa se uporabljajo kot neka podpora pri načrtovanju določenih ureditev. No, v določenih situacijah oziroma v določenih vrstah toka pa se soočimo z nekimi problemi, ki jih s takimi modeli pač ne moremo modelirati. Recimo v primeru toka s prosto gladino, ker ima vertikalna komponenta hitrosti nek pomemben vpliv, ali pa v primeru, ko se horizontalne hitrosti po vertikali bistveno spreminjajo, ali pa recimo v primeru toka pod tlakom, to je recimo najdemo v primeru nekih točnih objektov, ali toka pod zapornicami, no velikokrat pa se pojavijo tudi kombinacija dveh vrst toka. Z namenom, da bi pač testirali programsko orodje, ki pač je danes na razpolago, oziroma tudi metode, s katerimi je možno modelirati tovrstne tokove, smo izdelali več modelov takšnih hidrotehničnih objektov. Izdelali smo jih z programskim orodjem OpenFOAM, gre za odprtokodni program, ki uporablja metodo končnih volumnov, vsebuje možnost poljubnih oblik celic, ima polihedralno mrežo, prav tako omogoča multiprocesiranje, vključuje pa številne modele turbulence in pa številne module za različne vrste toka, recimo od enofaznega, dvofaznega in tudi večfaznih tokov. No, za naše potrebe smo izbrali tako imenovan modul Interfoam, ki temelji v bistvu na tako imenovani metodi volumenskih deležev, oziroma po angleško se kratica napiše WOF, pomeni pa Volume of Fluid. Gre v bistvu za dvofazni model, kjer je kot ena faza definirana voda, kot druga faza pa v bistvu zrak. No in kot prvi model smo izdelali tok preko zaklopnih zapornic, oziroma smo modelirali tok preko zaklopnih zapornic. Vhodne podatke smo pri tem povzeli po literaturi oziroma po študiji hidravlična modelna raziskava EZU in nove zapornice na Ljubljanici pri Ambroževem trgu. Obravnavani so bili različni položaji zapornice, različni robni pogoji, modelirani pa so bili tudi zračniki in pa deflektori na samih stebrih, ki so v bistvu namenjeni ozračevanju vodnega curka. Numerična mreža je bila ustrezno zgoščena na geometrijsko bolj kompleksnih območjih, uporabljena pa je bila tudi posebno dinamično zgoščevanje numerične mreže, ki se vrši v samem procesu računa. Na ta način je mogoče v bistvu prosto gladino na to zelo natančno definirati. Recimo v tem primeru imamo neko osnovno numerično mrežo, ki se potem v času računa pač na območju proste gladine gosti in na koncu dobimo v bistvu zelo natančno potek te gladine. No, rezultati modela so bili tudi primerjani z meritvami iz omenjene študije. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je maksimalno odstopanje od izmerjene zgornje vode 7 cm, kar je v bistvu zelo dobro, še sploh zaradi dejstva, da smo imeli pomanjkljive podatke o geometriji stebrov in pa tudi te koeficienti, ki jih je treba definirati v samem modelu, so bili v bistvu izbrani na podlagi nekih strokovno predpisanih vrednosti, tako pač model ni bil merjen, ampak samo verificiran z temi meritvami. Tukaj vidimo pač v bistvu prerez, ki se premika vzdolž izračunanega polja, obarvano je pa glede na magnitudo hitrosti vodnega toka. No, modelirano pa je bilo tudi vsrkavanje zraka pod vodni curek.
Zrak se pač potuje ob tem deflektoru navzdol proti spodnjemu robu zapornice in na tak način ozračuje pač vodni curek. No in iz rezultatov numeričnega modela je tudi razvidno, tukaj so prikazane te tokovnice zraka, kako pač ta zrak potuje iz zgornjega območja pod zapornico. No in iz barvne sheme je tudi razvidno, da so te hitrosti zraka na tem območju zelo visoke, recimo v tem primeru tudi do 15 metrov na sekundo. Povečane hitrosti v zraku se tudi vidijo na tem vzdolžnem prerezu, ker v bistvu predstavlja oziroma nastanejo ravno zaradi tega srka zraka pod vodni curek. No, kot eden izmed rezultatov modela pa dobimo tudi tlake na zapornico, ki nastanejo zaradi toka vode preko nje. No, kot drugi primer smo modelirali tok v odzemni kanal. Tovrstne objekte uporabljamo recimo za potrebe nekega odzema vode ali pa tudi v primeru recimo nekih toka v neko ribo stezo. V našem primeru smo izdelali neko idealizirano geometrijo, kjer je bil pač kot glavni kanal izdelano trapezno korito, kot stranski kanal pač manjše trapezno korito in na stiku obeh kanalov pa točni objekt. No in kot rezultate smo tukaj prikazali magnitude hitrosti v nekih izbranih prečnih prerezih skozi sam točni objekt in pač razvidno je neko izrazito vrtinčenje vode, ki ga pač recimo z dvodimenzionalnim modelom ne bi mogli analizirati. No, kot tretji primer smo izdelali model toka skozi prepust nasipu. Ta primer je posebej zanimiv, zaradi tega, ker gre za kombinacijo toka s prosto gladino in toka pod tlakom. No, za primerjavo je bil tudi izdelan enodimenzionalni model prepusta z Hekrasom. Razlike med izračunanim pretokom z obema programskimi orodjema pa so bile v bistvu minimalne, v bistvu gre za razlike manjše od 1%. Zdaj tukaj bi se mogoče kdo vprašal, zakaj bi sploh delal trodimenzionalni model, če lahko se izračuna z Hekrasom, ampak pač treba poudariti, da v tem primeru gre za neke testne primere oziroma neke verifikacijske primere. No, kot četrti primer bi predstavil v bistvu rezultate povzete iz dela analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu. V sklopu tega dela so bile izvedene tudi obširne raziskave na fizičnem modelu na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani na katedri za mehaniko tekočin. Obravnavan pa je bil v bistvu bočni priliv z zaklopno zapornico. Se pravi, imamo nek glavni kanal, na katerem je nameščen bočni priliv in na bočnem prilivu še zaklopna zapornica. Tako se pač voda potem iz glavnega kanala razliva v stranski kanal preko tega bočnega priliva. No, v sklopu omenjene študije so bile izvedene meritve hitrosti v različnih horizontalnih in vertikalnih ravninah. Meritve so bile izvedene s posebno vizualizacijsko metodo, ki je razvita na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Izvedene so pa bile tudi meritve pretokov in pa tudi gladin. No, tukaj vidimo potem primerjavo hitrosti v eni izmed ravnin, v katerih so bile izvedene pač meritve. Tukaj so prikazane izmerjene hitrosti v eni horizontalni ravnini, tukaj pa so izračunane hitrosti z numeričnim modelom in pač že iz tega je razvidno neko zelo dobro ujemanje. Zdaj, če bi povzeli rezultate iz študije, v bistvu je bil ugotovljen koeficient korelacije med izmerjenimi in izračunanimi hitrostmi z vrednostjo 0,86, kar je v bistvu izredno visoko. Načeloma se vrednost nad 0,8 že obravnava kot zelo dobro ujemanje. No, po primerjavi gladin in pa pretoku pa smo dobili še boljše ujemanje. Tukaj potem ena animacija tega primera, se pravi, gre za odliv
oziroma prilivanje vode iz glavnega kanala preko bočnega priliva. V tem primeru je modeliran pač stalni tok, se pravi, gre za nek konstanten vtok na zgornjem delu in pa neke konstantne iztoke potem iz glavnega kanala in stranskega korita. No, izdelali smo pa tudi bočni priliv z nekoliko bolj realno geometrijo. Recimo takšne bočne prilive najdemo v kanalizacijskih omrežjih za razbremenjevanje kanalizacijskega omrežja. Pač gre za neke razbremenilne objekte, kjer imamo neko točno cev in neko iztočno cev. Odvečna voda se pa potem priliva preko bočnega priliva v nek stranski kanal. Tukaj potem še ena animacija, v tem primeru gre za nestalni tok. Kot vtočni pretok je bil tukaj definiran v bistvu hidrogram, ki je v bistvu nek izmišljen hidrogram. To predstavlja tale črna linija, rdeča linija predstavlja pretok, ki se odlije preko bočnega priliva, modra linija pa v bistvu iztok iz iztočne cevi. Tukaj je zdaj pač 120krat pospešeno, v bistvu traja celotni hidrogram 15 minut. Tukaj se potem tudi vodni curek, ki je bilo razvidno, odlepi od samega priliva. No, kot peti primer smo pa še modelirali tok pod segmentno zapornico. Ta primer pa je zanimiv zaradi tega, ker se za samim prelivom pojavi en vodni skok in zaradi tega vodnega skoka se v bistvu voda izrazito tukaj vrtinči, kar pa pomeni, da nastajajo ene pene oziroma voda se peni, kar je v bistvu mešanica vode in zraka, in ker uporabljamo dvofazni model, ker je ena faza zrak, druga pa voda, je tudi mogoče recimo modelirati to mešanico zraka, seveda ob pogoju, da uporabljamo dovolj gosto numerično mrežo. No, in v tem primeru recimo modra barva predstavlja fazo zraka, rdeča barva fazo vode, te beli odtenki v bistvu pa predstavljajo neko mešanico zraka in vode. Mi smo pač obravnavali različna odprtja te zaklopne zapornice pri neki konstantni zažitveni gladini. Namen te predstavitve je v bistvu predstaviti uporabnost takšnih trodimenzionalnih modelov in njihovo prednost pred ostalimi načini modeliranja. Za strojništvo se takšni modeli že vrsto let uporabljajo in so zelo uveljavljeni v inženirskih procesih. V gradbeništvu se po zadnjih letih tudi za potrebe nekih gradbenih objektov pač njihova uporaba vedno bolj narašča. Zdaj s programom OpenFOAM je možno modelirati tako tok s prosto gladino, kot tudi tok pod tlakom. V bistvu pa je možno zelo natančno modelirati oziroma simulirati tovrstne tokove, kot so recimo za različne objekte oziroma tokovi ob različnih hidrotehničnih objektih, kot so recimo visokovodni razbremenilniki ali pač neke zapornice, prilivi ali pa ne nazadnje tudi ribje steze. Ugotovljeno je bilo neko dobro ujemanje z samimi meritvami, seveda pa je treba numerične oziroma rezultate numeričnih modelov zmeraj kritično vrednotiti za vsak primer posebej in jih po potrebi tudi verificirati s pomočjo nekih meritev. To bi bilo vse. Hvala.